Sem jaz tole Fiesto prvič videl na fotografijah, sem rekel, stari, kva so pa zdaj naredili? Dobro jutro. Če kjer dan pa bo današnji v znamenju modrega ovala, predvsem v znamenju Fieste. Ej, dec, a si pripravljen? Veš, tale event je bolj take lifestyle sorte, ni klasična avtomobilska predstavitev in to mi je všeč. Ampak kako pa veš, da je to vse skupaj malo drugače? Le kako so misce porihtane. Tukaj je Instagram, V džungli se skriva pa Snapchat. tukaj zadnji recimo en ogromen ekran, kjer poteka nek tak social media feed z vsemi hashtagi, ki so tako ali pa drugače povezani s Fordom. Tukaj na tej mizi je pa še ena stvar, ki je mislim, da kar dosti pomembna. A veš, Ford bo v povezavi s Fiesto zelo poudaril tudi personalizacijo. Jaz imam tak občutek, nič nam še niso povedali, ampak kar vidim tukaj, so stvari, ki so tako ali drugače zanimive. Vidiš, takole recimo bo lahko obleči vzvratno ogledalo. Tole so pa še neke letvice pa dodatki, s katerimi bo avto lahko opremljen. Tako da vse skupaj to nakazuje na to, da bo Fiesta izdatneje prilagodljiva specifičnim željam tistih ljudi, ki bi jo radi kupili. Pa mimogrede, tukaj je. Pa še ena stvar je zanimiva. Tale Fiesta, ki je tukaj razstavljena, ima opremo Vignale in tega Fiesta do zdaj ni imela. V bistvu gre za nekakšno, ne bom rekel podznamko, pa en tak konkreten kos opreme, ki se ločuje od vseh ostalih, predvsem po prestižu, pa udobju. Veš, kaj se pa zdaj dogaja? Gospod Amko Linarc, to je točno tale tukaj, je vodja oblikovanja notranjosti tele nove Fieste in on razlaga zdaj o procesu nastajanja, kako, kdaj, zakaj in tako naprej. Dosti zanimivo. Everything around an interior is made to drive the machine, to operate the machine. We don't have to operate the machine anymore, we want to do different things. Zdaj smo pa iz interjerja prešli na zunanjost. Možakar, ki ravno kar razlaga tam zadnji, je Ivan in Ivan je del oblikovalske ekipe. Guys, we have 4 parts for light. We don't have just 2. It's 4, without counting then the fog lights on the lower part. Ko smo že pri dizajnu, tale Fiesta je v bistvu prvi malček, ki v svojem segmentu ponuja kar 4 različne maske, pa ne samo to, mislim, da kar 5 ali pa 6 različnih grilov. No tako, zdaj se je pa vse skupaj umirilo, ljudje so se praktično že pobrali in imam čas, da dejansko povem, česa sem se naučil. Mislim, naučil sem se ogromno stvari, povedal bom pa tiste, te bolj zanimive. A veš, Ford trdi, da je v avtomobilih začel razmišljati malo drugače. Predvsem so se začeli bolj posvečati temu, kako se ljudje v avtih počutijo, kako o njih razmišljajo, kako aktivirati človekova čustva, kako aktivirati čute, pa predvsem recimo na kakšen način se ljudje v avtih najbolj zabavajo. Pol so pa to v kombinaciji s to novo Fiesto zapakirali v en paket in zraven dodali še malo drugačen način razmišljanja o oblikovanju. In ta feeling, kako se človek počuti v avtu, predvsem pa tudi, kako mu je avto do zunaj všeč, je ekstremno pomemben, zato ker jaz ne vem, če ste vi vedeli, ampak človek se ne glede na avto v samih 3 minutah odloči, ali mu je všeč ali mu ni všeč. Zdaj pa preden se usedem v avto, eno priznanje. Sem jaz tole Fiesto prvič videl na fotografijah, sem rekel, stari, kva so pa zdaj naredili? Zdaj, ko pa vidim drugič, ko imam malo več časa, ko imam malo več miru, da si avto pogledam od blizu, a veš, da mi je kar všeč rata. Ok, gremo noter. In zdaj po eni strani je mogoče malo ne fair ocenjevati tole Fiesto, zato ker gre vsem za opremo Vignale in to je tista ta najbogatejša, ta najbolj prestižna. Ampak načeloma je arhitektura Fieste tukaj notra enaka kot v vseh drugih Fiestah. Izstopa predvsem pa tale pokončen in dosti velik zaslon. Veliko avtomobilskih znamk to uporablja, oblikovalcem pa omogoča, da pol armaturko, le bom pokazal, armaturko prej začnejo zaključevati navzdol, da prej lahko pade in pol je preglednost naven bistveno boljša. Kar se pa samega vmesnika tiče, tukaj noter se skriva Sync 3, to je 3. generacija njihovega vmesnika, katere glavna lastnost ali pa ena glavnih lastnosti je predvsem hitrost. Ford pa med drugim trdi, da je Sync 3 osvojil tudi nagrado za najbolj priročen vmesnik. Kje so to nagrado dobili, ne vem, ampak načeloma se v takih stvareh ne laže. Kar se pa tiče kakovosti materialov, jasno je, da je tukaj Ford naredil en tak dosti velik korak naprej. Glede uporabnosti je pa tako, pravijo, da je tukaj noter za 50% gumbov manj, kot jih je bilo prej. Valjda veliko tega bremena je prevzel vmesnik, veliko stvari je tukaj zdaj na voljo samo na touch, ampak te glavne stvari, tiste, ki jih pa vedno pa takoj rabiš, to je pa predvsem klima, pa volume za radio, pa menjanje postaj, pa teh stvari, to je pa še vedno tukaj. Ok, gremo v drugo vrsto. Tukaj prostorskih čudežev niti ne pričakujem, je pa, nekako gre za eno povprečje razreda. Kaj pa dvodelna panoramska streha, to pa ne vem, če je Fiesta imela prej. In to je to, kar se tiče te nove Fieste. Jaz upam, da ste izvedeli kaj novega, povejte, a vam je avto všeč, a vam ni všeč. Evo za... Tu je nazaj. Hotel sem reči za piko na i pa ena porcija te pravega italijanskega sladoleda. Ne imaš consumer advice, ne? Kva? Mondeo gre ful boljš, če daš v D.
zelenjavni vrt tam gor je tudi najbrž ful zdrav, tako nič ni. Ja, stari, une regele. Ker moten je v zraku. Kaj paradajz od blizu gleda še moten. Ful hruste ta zelenjava, jake, polna svinca model. Ajde, čau. To sem pa za nalašč tako posnel, ker sem jih hotel pokazati. Zdaj pa tako ena taka sklepna misel glede tele Fieste, ker sem jaz danes malo boljš spoznal. Vse lepo pa prav, avto je lušten, zgleda, da je Ford res dobro premislil, kaj pa kako bo celo zadevo izpeljal, ampak mene pa daleč od vsega najbolj to zanima, kako se bo avto peljal. Jaz res samo to upam, da bo ostala tako prijetno športna, kot je bila do zdaj. Fordovci pravijo, da se bo peljala še boljš, ampak jaz bom temu verjel šele takrat, ko se bom usedel za volan, pa naredil prve kilometre. Zdaj pa domov in moja edina želja v tem trenutku je, da prijem tja dovolj hiter, da vidim te malo preden gre spat. Ampak mislim, da s tem delom dosti hiter ne bo problemov. Vizija ljudi, ki so že pred 50 in več leti ustvarjali avtomobile, je bila, no ja, taka, vizionarska. Poglejte zdaj to. It has a clamshell rear entry system, which consists of a tailgate that folds down and a liftgate that slides over the roof to permit easy access to the children's seat. The front passenger can face forward or swivel the armchair seat. The curved sofa is large enough for 3 adults. This experimental station wagon is equipped with a thermoelectric combination oven refrigerator unit and a built-in beverage cooler in cabin. It also has 3 separate AM/FM radios, a sound recorder, and a plug-in TV screen. The advanced instrument panel incorporates a position indicator map that automatically adjusts to the location of the car.